kjer zdaj, ko je prišlo do delitve in bo kratkem tudi obravnavano, se pač želimo predstaviti stališče v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, kot se pompozno imenuje predlog zakona, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem. Zdaj, ta obsega v bistvu dva ključna predloga. Po enem, da se ne volilo več celote, ampak da ne bi se lahko glasovalo tudi o posameznem članu posebej. In drugi, po katerem naj bi se pač moralo vnaprej napovedati, kako in kdaj in točno vsebino in skratka vse podrobnosti v zvezi s tistem, o čemer popularno rečemo izreden parlamentarni nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. Zdaj, ta zakon je pravzaprav dokaz samo za eno, da je tisto staro pravilo v pravu, ki pravi, da se zakonov nikoli ne sme pisati ad personam, to se pravi točno po določeni osebi ali pa po določenem primeru, še danes več kot aktualno. In ta zakon je seveda samo tipičen primer tega, kako se zakonov ne dela. Kaj je v resnici namen tega zakona? Če pogledamo stvar od blizu. Prvič, zakon, ki je bil v veljavi do zdaj in ureditev, ki je veljala, je imela en sam namen, zato je tisto določilo o absolutni večini, da ščiti manjšino. To se pravi, da ne more nihče posegati v to, kaj posamezne stranke predlagajo in da imajo vse dejansko pravico in možnost predlagati svojo izbiro. Zdaj se hoče to obrniti točno na glavo. To se pravi, da bo večina s svojimi glasovi lahko odločala, kdo se jih zdi primeren in kdo se jih ne zdi primeren. Pričemer, mimogrede, so predlogi, ki smo jih poslušali v parlamentu in ki so tudi tukaj navedeni kot podlaga, blago rečeno smešni, ker odražajo popolno neznanje ali pa namerno neznanje tistih, ki so te stvari pripravljali in ki z javnostjo tam komunicirajo. Tudi kot poslanci. Zakaj gre? Glejte, posebne metode in sredstva se lahko uporablja v samo točno določenih primerih, ki jih določa zakon. In seveda, uporablja se v začetni pripravi predkazenskih postopkov, ko se proti nekomu vloži obtožnica, oziroma ko je pač zadeva že stekla na sodišču, ko je nekdo obsojen, to s temi metodami in sredstvi nima nobene zveze več. V smislu teh metod je, da tisti, ki se nadzoruje, recimo, da gre za neko kriminalno združbo, ne ve, da je pač opazovan. To se pravi, da je to, kar oni tukaj navajajo kot izločitveni razlog, ali pa kot smo poslušali v parlamentu, kot izločitveni razlog za konkretni primer, ki zdaj razburja javnost, je popolna oslavija. Neskončno večja možnost je, da ravno tisti, ki je predlagatelj tega zakona, Jani Möderndorfer, če hočete konkretno z imenom in priimkom, v tem trenutku opazovan s posebnimi metodami in sredstvi in bi moral biti po tej logiki izločen kot pa tisti, na katerega se te njegovi argumenti v narekovajih nanašajo. Namreč enkrat povem, posebne metode in sredstva se uporablja takrat, ko ljudje oziroma recimo kriminalna združba ali za karkoli že gre, ne ve, da se uporabljajo. To je smisel. Če enkrat ve, potem se jih ne uporablja več, ker edino lahko potem dobiš so napačni podatki in zavajanje. Se pravi, tisti, ki je ta zakon pisal, ali je bil popolnoma nestrokoven, ali pa ima povsem drug cilj, ki se po mojem mnenju pokaže prav iz tega, da jemlje možnost strankam, da sami opravijo izbor po svoji presoji in da so vse enakopravno obravnavane, ko gre za to posebno komisijo. Skratka, pravilo, ki velja ne samo v našem parlamentu, tudi v parlamentih, se obrača na glavo. Nekdo bi želel izbirati, tam je všeč, tam mi ni všeč. To pa seveda nima več nobene zveze s demokracijo, pa tudi ne s parlamentarnim nadzorom, ampak kvečemu s oviranjem parlamentarnega nadzora ali pa z njegovim preprečevanjem. In trdno sem prepričan, da je dejanski cilj prav to. Še posebej, če pogledamo, kakšen je drugi del tega predloga. Da bi se moralo vsak predlog za izredni nadzor vnaprej dokumentirati, navesti vse podrobnosti, kaj, kako, kdaj, kje, s kom in tako dalje. To seveda pomeni, da takega nadzora praktično ne bo več. Vsi vemo, da v tem parlamentu je dolgoletna praksa, ki se je mnogokrat izkazala,
da velikost napisa strogo zaupno tajno je garancija za to, da bo tisti dokument se v taki ali drugačni obliki čim hitreje pojavil v javnosti. In tudi v tem primeru je vnaprej seveda jasno, kaj bi se zgodilo. Če bo vse vnaprej obravnavano, vnaprej jasnost, vnaprej navedeno, potem se praktično tega nadzora ne bo moglo več delati. Vsi bodo tam živeli dan, pa še več vnaprej, kaj se bo zgodilo, stvari bodo pospravili, lepo pod preprogo in tak nadzor je potem sam sebi namen. In zdaj se vprašajmo, komu je to pravzaprav cilj. Vsi točno vemo, komu je podrejena največja obveščevalna služba, pravzaprav edina, ki se dejansko z najširšim spektrom nalog ukvarja, to Sova, predsedniku vlade. Se pravi, spet smo priče temu, da ena od strank v tako imenovani opoziciji opravlja smetarske naloge za tiste na oblasti, zato da so oni neomadeževani, prisegajo na pravno državo in še kaj podobnega. Dejansko pa imajo očitno in sam cilj, da učinkovitega parlamentarnega nadzora vsaj še nekaj časa ne bi bilo. To je popolnoma isto kot celotna ta zgodba, ki se že ves čas dogaja v parlamentu z nepotrditvijo komisije, ki je popolnoma neosnovana, oziroma pri kateri je pravna argumentacija točno nasprotna od tiste, kot se ves čas vehementno prikazuje javnosti. V parlamentu je bila ustrezno argumentirana s strani pravne službe Državnega zbora, ki je pripravila mnenje, kako je z mandatom Janeza Janše na konkretno vprašanje. Ko je to mnenje bilo predano, se ga je iznenada negiralo, zavrglo in se gre ustanavljati komisije. Zato, da se stvari zavlačuje in zato, da se seveda čim več lahko polije gnojnice. In zato v resnici pri celi tej zgodbi gre. Tudi to ponovno nabiranje kandidatov za komisijo, dokler se ne razčisti z osnovnimi pravnimi dejstvi, ima seveda en sam namen, da se spet opravi taka razprava, kot je bila zdaj že dvakrat, da se pomeče še nekaj blata na SDS in da se prepreči, da bi prišli do učinkovitega parlamentarnega nadzora nad varnostnimi in obveščevalnimi službami. Kar je seveda čas pred lokalnimi volitvami in je to dobrodošlo za nadaljne obračunavanje z opozicijo. To je v resnici edini namen vsega tega dogajanja, vključno z vsemi postopki, ki so potekali in še potekajo za imenovanje te komisije. To je zdaj več kot jasno. Kajti, če pa gremo enkrat na pravno argumentacijo, se pokaže isto kot v tem primeru. Da je v resnici tudi nobene pravne dileme, da je tako Slovensko ustavno sodišče kot Evropsko sodišče za človekove pravice v več primerih že nekajkrat jasno opozorilo in presodilo, da ko ima nekdo enkrat mandat, ki ga je dobil na volitvah, se mu ga pod nobenim pogojem ne sme omejiti ne po vsebini, to je recimo tudi predmet tega konkretnega zakona, ali pa izločitve iz ene od komisij, niti ne po dolžini, da bi se mu ga smelo kasneje odvzeti. Če je kdo hotel karkoli preprečiti, to bi dopuščala tudi slovenska ustava, bi moral vnaprej izločitveni razlog zapisati v zakon in ta oseba ne bi smela kandidirati. Če pa nekdo enkrat kandidira in dobi glasove volivcev, odločanje o omejitvi mandata, recimo preprečitvi, da je lahko v neki komisiji zraven, ali pa o odvzemu mandata, pomeni ne samo kršitev človekovih pravic tej osebi, pravice biti voljen, pasivne volilne pravice torej, ampak pomeni tudi grobo kršitev volilne pravice vseh, ki so tej osebi dali svoj glas, torej aktivne volilne pravice, pravici voliti. Torej se ne odloča več danes o človekovih pravicah ene osebe, konkretno Janeza Janše, se je ves čas on razlog formalen za to, da te komisije ni, ampak se odloča v resnici in se grobo krši človekove pravice 6117 ljudem, njemu in še 6116 volivcem, ki so mu dali svoj glas na zadnjih volitvah. Še enkrat povem, tu ni pravne dileme, o tem obstaja kristalno jasnih več sodb, tako Slovenskega ustavnega sodišča kot Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je posebej opozorilo na konvencijo o človekovih pravicah in svoboščinah, ki jo je Slovenija ratificirala in se torej uporablja neposredno tudi v Sloveniji. Stvar je torej pravno popolnoma jasna. In zato smo priča absurdnemu stanju, da tisti, ki so najbolj imeli veliko zapovedati v predvolilnem obdobju, o kršenju človekovih pravic in svoboščin,
o priseganju na pravno državo, na pravni red, sami v resnici edini v tem trenutku grobo kršijo pravni red, pravno državo in pa seveda človekove pravice in temeljne svoboščine. In ključni osebi v tem primeru sta dve. To sta dr. Brglez kot predsednik Državnega zbora in dr. Cerar kot predsednik največje stranke in tudi predsednik Vlade Republike Slovenije. Ona dva bi morala to farso takoj zapostaviti in zahtevati od vseh, da takoj poskrbijo za potrditev komisije za nadzor nad varnostnimi obveščevalnimi službami skladno s pravnim redom Republike Slovenije. Z vsakim dnem, ko pristaja na to farso, z vsakim dnem, ko dela neka komisija, ki nima kaj pripravljati nobenega mnenja, ker je to že bilo odločeno tako na Ustavnem sodišču kot v Evropskem sodišču za človekove pravice, pa sami evidentno kršijo pravni red in tudi sami dajejo svoj prispevek k kršitvi človekovih pravic in svoboščin. In to o njih pove zelo veliko.